Vroče je za znor, čist nič ne piha. V glavnem po celi nočnem motoriranju zdaj nadaljujeva naprej. Ni vetra, tako da zgleda, kamorkoli se obrneš, ni nič, razen spet tamle ena ladja, pa ribiči imajo spet nastavljeno tisto hiško tam od zadaj, pa tudi tam so. Drugače pa vetra ni, enostavno ni, tako da zdaj že gledam, kam naj greva, do nekih otokov, da bova dobila nafto spet. Očitno bova pa tukaj porabila enega denarja za nafto. Upam se, da bo motor dobro delal skozi. Enostavno ni sapce. Zvečer sem gledal na napoved, naj bi bilo sunki do 9 vozlov, tako da ne vem, tim je rab vsaj tam 10 vozlov, 15, da imamo tam potem eno hitrost 4-5 vozlov, kar je po 10, včasih lahko jadrava, odvisno kako je to tok, ampak zelo težko, posebno brez špinakerja. Mi do danes že cel dan jadrava ali pa motorirava, kakor je trenutno jadrava, ampak greva sem 3 vozle, ker več ni vetra. Tako da zgleda, zdaj bo sončni zahod. Danes sva vodo delala, ker medtem ko plujeva, tako da sva cel dan nekaj počela. Jaz sem en vlog delal, glede na to, da sva šla na motor, malo dosti elektrike, zato lahko vse to počnem. Drugače pa zdajle, ko bo sonce zašlo, bo še nekaj za jest naredila, za večerjo, potem pa bo pogledala kakšen film ali pa oddajo. To je to. Zdaj do prvih otokov nekje imava še, kaj pa vem, 150 mil, sprav kakšen dan, dva. Na kateri se bo ustavila, verjetno bova kakšen liter nafte šla iskat, saj ene 2 tele rumene kantice ali pa 3. Potem pa bova nadaljevala naprej proti Lomboku, Komodu in Baliju. Do tam nekje je 500 mil, tako da par dni, da če se za kakšen dan vmes ustavimo, nič narobe. Da se pa ribe mečejo. Ribe so nore. Midva sva prispela po 2 ali 3 dneh, se ne vem niti koliko časa, v Vakatobi park. Zdaj greva tukaj noter, je en prehod, naj bila tudi celo neka marinca noter. V glavnem, da bomo sidrala, rabva gorivo.
Tako da danes bomo tukaj prespala, bomo cel dan tukaj, jutri bomo pa potem nadaljevala naprej. Takole zgleda Plitvina, ki greva noter čez ta prehod. 3,5 metra, nič kaj ne zaupam tem kartam, povsem, kot naj bi bilo globoko. Je malo 2 metra greza. Tam je sebe same korale, se pravi, če bi zadela, bo kar trdo. Ampak mora biti naprej, zdaj sicer malo narasla voda, globina. Evo, tole pred nama, tamle je marina, tale jadrnica je prišla par minut pred nama. Pa zdaj počasno nadaljujemo naprej. Zgleda, da bo v redu. Zdaj 4 metre. In da so se vezala tukaj v marini togo, sploh ne veva, ali je tudi sploh odprto ali ni. Tole 202 Angleža, ki sta malo pred nama priplula, sta šla tja pogledati vse zaklenjeno, tako da pač smo se privezala. Tam je vse tako plitvo, da si tak nisva upala iti kam daleč naprej. Tudi tlele ni neke globine, 3 metra. Tako da zdaj greva pa z električnimi skiroji, vsak za eno kanto. Greva do bencinske črpalke, čeprav piše, da ni vedno odprta, da ni vsak dan odprta, tako da upava, da bo dobla. Medva, če nama bo uspelo 4 kante, se pravi greva 2krat vsak za eno kanto. Teda pred nama imata malo večje težave, rabta pa 300 litrov, pa imata sem 2 kantice. Tako da ne vem. V glavno, greva pogledati. Pregledal sem vse stavbe tle od marine, tam naj bi bil neki informacijski center, kjer naj bi bil nek Gino, ki naj bi pomagal z gorivom, z organizacijo, z vodenjem, z vsem. Nikjer nobenega ne pozna, vse objekti, vsi so zaprti, ko mesto duhov. Tako da mislim, da bomo mogli zapustiti. Tole naj bi bila lepa marina, ne vem, kdaj so to naredili, staro ne more biti, ampak je že v katastrofi, čisto v rasulu, zapuščeno. Ne vem. Važno so prišli kasirati za vstop v nacionalni park, ki ne mislim plačati, raj greva naprej. In da so naredila približno 10 km po otoku, da so vse obiskala, vse črpalke, kjer prodajajo gorivo. Nikjer nima dizla na celem otoku, ne, tako da ne vem, kje bova dobila nafta. Tako da samo bencin imajo. Greva zdaj na jadrnico, pa bova videla, kaj se da narediti. Tukaj sva našla neko jamo. Voda je noter sladkovodna, tako da greva pogledati, kaj to je. Zanimivo. Sem škoda, kaj je tako, koliko se smeti dol visijo. Zdaj se bomo šla pa namočiti, baje je mrzla. Voda je čista. Če izvzamemo tako, ki je polno smeti noter. Sama voda je pa čista. Bom probal, kakšna je, ali je mrzla ali je topla. Mislim, da bo mrzla. Ja, mrzla. Ampak ne preveč, tako da se da tudi v njo iti. Po moje Natalija bo takoj skočila noter. Za ohladiti. Je, ne? Koliko ima? Po mojem ima med 20 pa 25 stopinj. No, ajde, zaplavi. Skočim.
Daj. Kaj, si se osvežila? Ful. Še odplavala v jamo? Se kaj vidno? Kaj? Temno je. Temno, ja. Če te čez eno uro ne bom ven, grem, prav? Poma, ne? Ne, na jadrnico. Koliko je globine tle? Tam piše približno 4, da je. Čisto je, sem smeti je polno notno. Ni tako hudo. Kaj ne, le to. Vse se Ja, tam blešči. Ti še vroče? Ili prav, tako, to temperaturo moramo imeti. Ja, veš. Taka. Tako da se skoči v morje ali v vodo. Kar vzemi. Petkrat na dan. Petkrat. Pa to kar traja. Da sva našla tlele in Natalija videla kruh, tako bo kruh še vzela. Se veliko itak na zalogo ne moremo vzeti, ker splesni, pa tudi veliko ne raba. Ko pa je prilika, ga povzememo. Zdaj bomo spet 2-3 dni na morju, pa je fajn, če malo. Midva nadaljujeva pot, zdaj imava malo pomoči toka, tako da kar lepo plujeva, imava dobro hitrost. Drugače pa zdaj tlele za nama, v tisti smeri nisem mogel posneti. V glavnem so bili delfini pa pilotni kiti, tako da bo lepo za videti. Tamle je en ful velik otok, drugače v tej smeri, jaz ga mogoče celo vidim. V glavnem pa veliko ladje, tako da bomo mogla malo paziti. Nadaljujeva pa naprej, brez da bi dotočila gorivo, ker ga pač tukaj nimajo nafte, samo bencin. Zdaj, ko plujeva, naprimer, Natalija videla zadnji moment, evo ti fec. Če ga ne bi videl, bi si direktno na njega šla, bi si zaletela. Takole sred morja, ko misliš že, da ni nič, tam en tanker daleč stran, pa imajo to nastavljeno, sred morja.
Sonce je zašlo. Evo, pec, spet greva mimo enega. Zdaj pa jadrej ali pa drifte čez noč, da ne boš zadev prletu v kaj tazga. Vse ne vem, kaj bolj pametnega. Tega je tudi po morju, da groza. Se pa nadaleč ne vidi, ne? Pač teh par kolov ven stoji, ta splav je. Zdaj, mogoče se zdaj malo veliko vidi, ker so še ptiči gor. Ko pa pogledaš po obzorju, se ne vidi pa nič. Tako da sploh ne veš, kaj te čaka. Malo jadra odprta, motor, oboje, tako da se tam s 1500 obrati peljeva nekje 5 vozlov. Če samo jadra vage, tam 2 vozla pa pol, 3. Glede na to, da greva daleč, veliko par 100 mil za narediti. Ne vem. Prej smo jadrala samo na veter, bilo tam med 10 pa 15 vozli, to je v redu. Smo se tudi čez 5 vozlov je šlo. Ko pa pade hitrost na 2,5, pa vžgem motor, ker je res nikamer ne prideš. Zdaj mi je žal, da so še to jadrale, ker sva tudi počas, ker se oddaljujeva do otoka, ki je za nama. Glede, ko gremo do otoka, manj je zdaj te šans, da bodo te ribje naprave tukaj. Ne vem. Upam, da ne bova zadela kakšen drugega reči. Zdaj že nekaj časa ne uporabljava gumenjaka, zato sva ga zaščitila. Tu sva takrat imela še za drug gumenjak, prejšnji, ko so nama ga ukradli, da ga zaščitimo pred UV, ker se je že res bogi. Upam, da bo zdaj še eno leto, tako da malo do doma. Vreme pa to čisto nenavadno. Tam, ko so bila v francoski Polineziji, pa Tongi, po vse smo imeli skozi nevihte, dež, slabo vreme. Zdaj, ko naj bi bilo pa deževno obdobje tukaj, je pa že par tednov, mesecev, ni bilo dežja dejansko. To je takole vreme. Ni oblačka. Vse meni je fajn, da je, samo ni normalno, ne. Goriva malo so še tale polna, vse te ostale so zdaj prazne. Za 300 mil bo moglo še zdržati, potem pa upam, da bomo lahko kje dopolnila. Bo treba je pa dvakrat vse te iskati, napaven tank, pa še enkrat za rezervo iti. Kakorkoli imaš teh kancij, si jih ni nikoli preveč. Ker res samo na motor, večinoma. Ni druga. Tako je vroče, da ni več za živeti, kar teče od naju. Tudi toliko ni vetra, da bi malo prepihalo, malo se ventilatorje noter žgan, sploh ne pomaga. Svinjsko vroče je, sonce pripeka, kaj šele da je bila na soncu, ni šans. Obešalo vse živo gor, da so skozi v senci, ampak ne pomaga. Vetra ni pa nič, skoraj. Pravega, evo ti 4-5 vozlov, pa še v tisto smer plujejo, tako da je dejansko bonaca. Takole zgleda pa v bonaci, čisti. Tudi enega vozla ni vetra. Ni pa več vroče, ker sonce zahaja. Imamo pa drugo težavo. Karte so nenatančne, da so zatovljali tle pred nama otok, sploh ne vemo, ali je 1, ali 2, ali 3. Na Google Mapsih se malo vidi, na avionici je vse zamaknjeno, karte, tudi sploh ne veva, kje plujeva. Mislim, veva že, samo ne veva, koliko natančno je. Sonce bo kmalu zašlo, tole še ne pol urca. Mislim, da mora iti nekje v tej smeri. Več, tu sta 2 otoka tle, se da vmesiti, ampak niti podrazno ne greva probavati po temi. Zaenkrat ne vidimo fecov, so bili malo nazaj že, ampak težko se je odločiti, ali nadaljevati, ali ugasniti motor, pa pač čakaš do dnevne svetlobe in nadaljuješ.
Zaenkrat mu bova nadaljevala, probavam na radarju gledati, ampak ne vidim kaj dost. Te čovni tukaj nobeden ne uporablja ajsa, mi tujci moramo obvezno imeti, da se sploh prijaviti ne moreš. Tako da, bomo videli. Če pa kot olje, kot olje. Tako, medva sva zasidrala pri enem večjih otokov v Indoneziji, zraven Komoda. Jutri naj čaka še 25 milj do mesta, kjer bova napolnila tele najne rezervarje pa tank z gorivom. Glede na to, da so zdaj kar skoraj en teden skozi noč in dan na motor jadrala oziroma motorirala. Evo tu še ena jadrnica zraven. Zdaj bova pa samo prespala tukaj. Natalija kuha. Mi do danes nadaljujemo naprej, nagamo na motor malo na jadro. Tole avto, ki smo včeraj hoteli tudi sidrati, tukaj sem bila že malo prepozna. Po temi glih ni pametno tukaj plut, ki so karte natančne. Tlele je ena čist plitvina, skoraj nula pride. V glavno, na tem otoku sem bral, naj bi zvečer takole na plaže prišle tudi opice, tudi so opice na tem otočku. Mi pa zdaj nadaljujemo ravno, potem greva pa levo je mesto, kjer greva po gorivo. Kdaj piha? Takrat, ko nočeš, greš direkt v veter, takrat piha, ne? Več malo pa bonaco. To so razni taki mehni otočki, ne vem, ali to živijo gor, ali kaj je v glavno. So pa ti otoki bolj kot ne suhi. Mislim, ne poraščeni. Piramide se da videti tudi v Indoneziji, ne samo v Egiptu. Evo, za zastavo tam na hribu gor so 4 piramide. Tole pa je gužva. Ful je bilo že 4 metre globine. Narisano je tudi 0. Takole je plovil, zdaj med njimi plujem čist počas, če bo treba kje ustaviti ali pa ne vem. Hello! Evo, gužva, res je gužva. Upam, da bo lahko zasidrala nekje, pa da greva čim bližji do bencinske črpalke. To je to. Vem, če ne bi se kar na en mooring navezala toliko časa. Vidi se nič, pa ni neke globine, čeprav tole je zdaj 15 metrov. Evo, vrečko vsega je. V glavno, najem pomol mislim, da je v tisti smeri, tam je najbližja črpalka, kja mora iti. To zgleda kot nek hotel. In da gre zdaj na obalo, tukaj so najni kantice, Prtamina, to je črpalka tam od zadaj. Kot vidite, je pomol visok, ne 4 metre saj, tako da ne mora ven. Tako da bom šla verjetno tam na plažo, vidim ene stopničke. Malo bom pohitela, ker bo začela voda naraščati, zdaj je glih največja oseka. Gumenjak dava not, privezala sva se pa kar na en odboj tukaj. Upam, da nam noben prišel ni nič narobe. Sva sem zataknila. Sicer bo pa tle skozi v bližini, če kdo prišel, bomo že. Zdaj sva prišla ven tle, vsa sva, evo, ko prišiča. Smo v tem gnoju hodila smeteh, Natalija si je nogo porezala, da sem nekaj vnelo. Zdaj, kaj še nazaj moram razkožilo prnezal, vidi tle na voda, da se zdaj s tem umivamo. Evo, takole zgleda, obup. Kako če spleza tam na 3 metre visok pomol, naj mi nekdo pove. Tle, kaj ima je za uno, gor je pa še višji, 5 metrov. Kako naj splezam? Zdaj bom ti jaz polival.
Malo zri. Tle še stopnic ne premorejo. Polno smeti, kaj se tle noto vod. Tam se nama je skoraj davo do kolen udarilo noter tlele. Tako da zdaj še verjetno sam do gumenjaka, Nataljem bom pa pol tamle prišel, Nataljem jih lahko pa dol z štrikom spusti v gumenjak. Voda se počasi dviguje, narašča, staja plima. Zdaj imamo na tem spodnjem prvem pomolčku, ki je malo nižji, mi bo Natalija spustila noter v gumenjak kantice, grem petočet v tank na jadrnici, pridem nazaj in dopolneva še vse tanke, te plastične tanke, in potem sva končala s tankanjem za danes. Zdaj prva runda 120 litrov. Komodo nacionalni park plača skoraj $500 000 rupijev na dan za najdva. In potem takole. Nič, zdaj moram pa najti. Grem nazaj, ampak grem tokrat obut. Če bo šlo, voda smrdi, se mi že pogreznilo, ni šans. Ko bi pod reko hodil, sploh ne morem naprej. To ni res. Noter imajo pa železo vse, ali neki pač, ne vem kako bom zdaj. Sej sem jih otrnil, japonke. Tako da zdaj grem lahko kar bos. Pa to ni res, strnil. To ni res. Kam smo medal prišla? Če kdo misli, da sem uživala, se zelo moti. Zelo. Sploh ne več kaj uživanje. Jaz sem se tle kar malo zaplesal, sploh ne vem kam naj grem, ker se vse odira. Jaz res ne vem, kako lahko ljudje v takem živijo, pa to je noro. Globalno segrevanje, ja. Že. Še kaj hujšega sem videl, kot globalno segrevanje. Zdaj sploh več ne vem, kaj bo čez nekaj 10 let, že zdaj je obup. Jaz sem čez živo blato prišel čez, sem na suhem, bos sem, upam, da na kaj nastopim, tega me najbolj strah. Za Natalijo moram čim prej prinesti razkožilo, da si nogo, se pod plata prirezala. Nekaj zdaj pa tam. To bo tudi ločno zdaj, kako bom sploh šel v globoko vodo s tem dingi. Še valovi so, piha, super res. Natalija pa čaka zdaj tam na pomolu, da mi bo nekako podala tisti dol. Res ne vem, kje naj gre, kje bi se človek odločil boljši. Se sem pričakoval, da bo ne vem kaj vse, ampak katastrofa. Tam ima kar nek splav iz stiropora, pa še gor, pa že od tam vesla. Timi je pa tlele od zadej na sidru, ne na sidru, na boji, upam, da je dobra. In tako je dost nimam izbere. Zdaj sem pa že bliz dingija, in pa tle od zadej. Ja, sem že skoraj do kolenih v vodi. Za skoraj 3 dni motoriranja, noč in dan, so porabila malo manj kot tele 4 kante, se pravi 80 litrov. Treba malo zračunati 80 litrov, se pravi 48, 60 ur mogoče
plutja. Se pravi, to je dober liter na uro, kar je zelo dobro. Je pa res, da sem imel na 1500 obratov, ne več. Evo, zdaj smo tladingija prevezala, sem komaj splezal ven. Zdaj greva še po tole nafto, pa Harbour Masterju poštempljati to knjižica, da ne bo spet kaj narobe, da nas ne bodo kje lovili. Kaj ne rečem, tole je svetilnik. Druga stvar je, pa iščejo za tega Harbour Masterja, glede na to, da smo bila 2 tedna v Ambonu zaradi Harbour Masterja, sem mogel tam na roke napisati, da se zavedam, da moram v vsakem portu se javiti Harbour Masterju, da ne bo kaj narobe. Tudi ta je malo ožgan, glede na to, da naj spremljajo. Ampak tukaj pa noben ne ve, kje je, tu naj bi bil v tej stavbi tako zaklenjeno. Zdaj pa posnela, kako je zaklenjeno, zaprto vse skupaj, pa bova šla klinci gledati. Tam stran hočejo vse neki, da se javljamo, tle ni nobenega. Tole naj bi bilo kao neki policija, v tej stavbi tle naj bi bil pa Harbour Master, ampak je zaprto. Evo, to je to. Samo je zaklenjeno. Vse je zaprto, to bi moglo biti tukaj noter ni nobenega, tukaj če špranja, ko pogledam. Tukaj ni nič, samo en stolp, ena miza je noter. Nobenega ni. Če bodo kaj rekli, bomo spet s posnetki pa s fotografijami dokazovala, da ni nikjer nobenega. Vse je zaklenjeno. Nobody's here. Nobody's here, yes. Like usually, I think so. Tako, zdaj greva pa medva še po nafto, na bankomat morava najdeti kruh, če bova kupila in to je to. Drugega ne rabimo, verjetno, ne? Pa, tla smo naredili po pravilih, ne gre. To je to. Našla so eno malo bolj turistično ulico. Bolj tako zgleda, vse bolj, malo bolj fancy, če se lahko temu reče. Da zdaj samo iščemo bankomat, zato ker moramo nafto plačati z gotovino, se ne da s kartica. Tale ulica je kar fajno zgleda. Vidi se, da je za turista.